Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kriptodnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu in seveda, če se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, če spremljate kasneje preko YouTuba. In če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea tudi zamudili. No, kar se je pripetilo tokrat, imeli smo live točno ob 9. In ko sem videl potem kasneje po posnetku, je bil posnetek oziroma audio posnetka komplet uničen, tako da to je v bistvu ponovitev, kar sem jaz govoril ob 9 zjutraj, tako da bomo šli še enkrat skozi, kaj sem jaz takrat govoril, ker se me v bistvu sploh ni čulo, je bil tak eho, da je bilo v bistvu nerazločno. Kaj smo mi zdaj gledali? No, danes je 25. marec, sreda, in včeraj smo mi gledali tole likvidnostno območje na okoli 71 do 72 tisoč. Ampak kaj se je potem zgodilo včeraj? Mi smo šli pobirati spodnja likvidnostna območja. Če se prav spomnim, eno smo imeli čisto blizu tukaj, kjer so imeli ljudje stop losse na svoje long pozicije. In potem eno smo imeli še tukaj, ki smo ga tudi pobrali prav s tem dnom. Tako da, vsi tile, ki so preblizu stavili na rast, so bili potem včeraj kaznovani. In zdaj smo prišli nazaj sem gor. In kaj se dogaja? Mi imamo tole horizontalno mejo na okoli 72 tisoč. Tako tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, kot tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. In jaz sem zdaj označil, sicer to je špekulacija, možnost, da mi naredimo narobe obrnjenih head and shoulders. Seveda, če se bo trgu mudilo, lahko še vedno kar takoj prebijamo tole mejo na okoli 72 tisoč, naredimo podporo in potem tudi rastemo naprej gor. Ampak, če smo pa zdaj zavrnjeni, pa je tudi večja možnost, da mi zdaj naredimo še tole, ta drugo ramo, ampak v tem primeru bi bilo za spremljati tukaj tole mejo točno na 70 tisoč. Tudi tukaj na enournem časovnem intervalu ista situacija in bi bilo treba spremljati mejo 70 tisoč. Zdaj, če pa tole izgubimo, imamo spodaj ponovno likvidnostno območje na okoli točnih 69 tisoč. Tako da ja, to zna biti še kar zanimivo. Zdaj, če bomo res naredili tukaj še eno mejo, ali pa če bomo tole kar prebili in rastli naprej gor, pa imamo tukaj naslednjo na okoli 74 tisoč, kar bi bilo seveda kar zanimivo za spremljati. Kar se tiče dolgih, kratkih pozicij, vidimo, da je Bitcoin šel malce dol, ampak ne v preprodano območje. Ethereum je pa kar malce bolj pozitiven. Poglejmo si zdaj še likvidacijska območja. Tukaj imam naštimano na 3-dnevno. Ja, imamo ta glavno tukaj na okoli 72 200 oziroma 300. Če slučajno gremo kar pobirati tole naprej gor. Drugače spodaj, ja, so neka manjša likvidnostna območja, kar bi lahko botrovalo temu, da naredimo narobe obrnjenih head and shoulders, ki je bikovski vzorec. Zdaj, nevarno bi pa bilo, če pridemo dol do tega dna,
Kaj imamo tukaj? 68 700. Če pridemo do tukaj, potem lahko gremo naprej dol in gremo pobirati tole likvidnostno območje na 67 000. Poglejmo si zdaj še tukaj Ethereum, kaj se z njim dogaja. Mi imamo kar nadaljevanje rasti. Tukaj sem ob 9 zjutraj označil eno skrito bikovsko divergenco, ki se je zdaj lepo izvršila, ampak mi rastemo naprej gor s šibkim RSI-jem. Kot vidimo, imamo višji vrh in pa višji vrh, ki smo ga ravno kar pred kratkim naredili, ampak tukaj vidimo RSI ima dobesedno enake vrhove. Bom jaz tole kar označil. Tako, imamo višji vrh in pa višji vrh, medtem ko RSI dela vedno vrhove na nekje isti višini. Tako da bomo zdaj videli, kako se bo tole izteklo. Tukaj očitno delamo tudi eno trend linijo. Če jo bomo izgubili, lahko pademo še malo nižje dol, kar bi lahko tudi naredilo neke vrste obrnjenih head and shoulders, ampak tukaj na Ethereumu je signal kar malce bolj tako zamegljen. Zdaj, ta glavna meja za gor, da jo prebijemo, je na tam nekje 2200. V primeru, da bi pa padli, je pa tale meja na okoli 2075. Ampak, če bi pa rastli še naprej, imamo tukaj še dve območji za Ethereum, 2040 in pa 2350, tam nekje. Tako da, kar se tiče Ethereuma, je zgodba morda malce nejasna. Kar bo treba, zdaj glavno, kar bo treba spremljati, je tukaj Bitcoin. Ali bomo mi zdaj prebili tole območje na okoli 72 000, naredili podporo in rastli naprej gor, ali bomo trenutno še zavrnjeni in naredili še ta drugo ramo in potem rastli naprej gor. V tem primeru zelo pomembna meja za spremljanje 70 000. Ali pa bomo mi tole mejo izgubili in šli tukaj dol do naslednje na okoli 69 000. Tako da, ja, če bo karkoli pomembnega, bom seveda objavljal še naknadno preko Patreona, tako da če se mi želite pridružiti, tam so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In pa, seveda, če spremljate to kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. In pa seveda se priporočam tudi za kakšen všeček, to zelo pomaga. Tudi komentirajte spodaj pod videom, zelo rad podebatiram z vami. In pa delite tale video s svojimi prijatelji. Tako, zdaj pa vam jaz želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo, seveda, če ne prej, jutri ob 9 zjutraj na Patreonu. Čau, čau!